Dober večer in pozdravljeni na dogodku, ki smo ga poimenovali Vloga umetnosti v pandemični oziroma antiutopični totalitarni družbi. Tukaj se bomo pogovarjali o aktualni in tej zanimivi temi z umetnostno zgodovinarko, režiserko in nekdanjo ministrico za kulturo Majdo Širco, antropologom, profesorjem in raziskovalcem Danom Podjedom ter filozofom, pisateljem in predavateljem Mirtom Komelom. Jaz sem Igor Harp, filmski kritik in prevajalec. Prevedel sem knjigo Postaja 11, ki je ravnokar izšla pri založbi Sanje. Prevajanje tega romana med samo pandemijo me je spodbudilo k razmišljanju o tej temi, tako da se zelo veselim te razprave danes. Meni se je zdelo, da skozi pandemijo se je pomen umetnosti in kulture še posebej izrazil, ker so nam ti pobegi v navidezne svetove bili neko nadomestilo za medčloveški stik in v mnogih knjigah, pa tudi filmih, pa igrah, pa vseh ostalih zvrsteh umetnosti, ki se ukvarjajo z neko pandemijo ali pa z nekim grozljivim stanjem, je vloga kulture vedno bila pomembna. Tukaj recimo bi omenil tudi Camusa, Cormaca McCarthyja, Vonneguta, Raya Bradburyja pa Stephena Kinga. Zdaj še ena stvar, ki mi je bila tukaj zanimiva, je, da SSKJ definira civilizacijo in kulturo z isto frazo. To je skupek dosežkov vrednot človeške družbe. In kadar gledamo te upodobitve antiutopičnih družb, pa je kultura ful ključen pomen. Zdaj bi jaz vas povabil, vas tri, da kaj so vam bili najpomembnejši te fiktivni narativi neke pandemije ali pa totalitarizma, kjer je bila tudi kultura vključena. Pa če bi vi začeli kar. Pozdravljeni. V bistvu je zelo zanimivo brati to knjigo, priporočam zaradi tega, ker dejansko kot prevajalec in navdušenec nad knjigo sam opozarja, gremo skozi obdobje pandemije in to še v času, preden se je dejansko zgodilo. Napisana je knjiga bila leta 2014, kot razumem. In je, dobro, pandemija kasneje bila v malo bolj mehki varianti, kot je v knjigi prisotna, skratka ni uničila sveta ali skoraj uničila sveta realnosti, hvala Bogu, ampak ga je toliko, da je pustila dihati in preživeti tudi skozi s področja kulture. Jaz bi rada raje v nadaljevanju, kot za zdaj, poudarila en drugi klimaks, antiklimaks, kaj pomeni kultura kot si sam poudaril, nekih apokaliptičnih stanjih in časih. Rada bi govorila malo več oziroma ta fenomen opozorila skozi inverznost tega, kar srečamo v tej knjigi, se pravi, da kultura, s pomočjo kulture, s pomočjo kulturnih ustvarjalcev, glasbene skupine in tudi igralcev, ki v tem svetu, uničujočem svetu vodijo in življenje naprej. Kaj pomeni takrat, ko je kultura prepovedana? Prepovedana zaradi tega, da naj bi naredila več škode, kot če bi bila dovoljena, to pa za časa kulturnega molka, ki je vladal v enem ne tako dolgem obdobju pri nas, ampak bi raje v nadaljevanju. Ja, jaz bom začel z opravičilom, da v tem norem novembru med pisanjem in branjem, med predavanjem, prijavami raziskovalnih projektov, med filmskim festivalom in knjižnim festivalom nisem uspel prebrati Postaja 11, sem pa bil zato toliko bolj vesel, da smo v obliki, honorar dobili v obliki te knjige, tako da zdaj bom lahko prebral v fizični obliki.
In da na to temo in da navežem direktno na tvoje vprašanje, pač ne vem, s kom sem se na zadnje pogovarjal, smo se pogovarjali tako, ni nor ta november in zdaj ta sezona po 2 letih pandemije zopet stopamo v zimo s polno paro in da je noro ratalo in potem ta komentira reče, ampak a ne misliš, da je bilo že prej tako in da samo med pandemijo smo se razvadili v navednicah temu, da se je pač svet ustavil in da procesi niso bili tako noro hitri, ne? In pol, ko razmišljaš dejansko, je bilo tako, ne? Mislim, ta svet se je med pandemijo še zlasti tisto prvo leto res ustavil, da smo lahko zadihali, ne samo mi, tudi svet kot tak, ne? Če se spomnimo tistih sublimnih prizorov, kaj so že bile labodi, ki plujejo po beneških kanalih, pa nebo nad Bežingom se je kar enkrat razjasnilo in tako naprej. In da je to tudi bil idealen čas za branje in znotraj branja takrat, no, ko sem videl, da dobro zdaj, ko so nas pozaprli po hišah, kot eden izmed teh distopičnih momentov, ki smo jih sami podoživljali tekom pandemije, sem rekel, 2 velika bralna projekta imam zdaj čas narediti in to je ena je bila Tolstoj, Vojna in mir, drugi je bil pa Decameron, Boccaccov Decameron, ki je direkt, se mi najbolj vtisnil, no, zato to omenjam v spomin, kot dejansko ta alegorija tega, da se umakne, ne tako kot protagonisti, ki se umaknejo s Firenc na podeželje in si pripovedujejo zgodbe, ne, in kolikor roman ali pa literaturo nasploh razumemo kot umetnost pripovedovanja zgodb, toliko se mi zdi, da je to bil idealen čas prav za to, ne. In tudi jaz bom pustil par stvari neizrečenih, zato da se lahko na njih navežem malo v nadaljevanju. Ja, prav ta knjiga Postaja 11 je ena od teh, ki sem jih prebral v pandemičnem letu 2020, ki je bilo vsaj zame idealno leto za branje postapokaliptičnih knjig. Ne vem, če sem jih kdaj v življenju prebral toliko takrat. Mogoče tudi zaradi tega, ker mi je bila to neka tolažba. V smislu, nekomu je še hujše kot nam, ki smo zaprti med 4 stenami. In ja, sproti sem opažal tudi, kako smo se mi začenjali spreminjati v neka postapokaliptična bitja, v zombije konkretno. Ko sem bral neko drugo knjigo od Maxa Brooksa z naslovom World War Z, ne vem, če je že prevedena v slovenščino, ampak po mojem nujno, no, en naslednjih prevajalskih projektov, ena najboljših antropoloških knjig, vsaj zame. To je prav etnografija. Zakaj? Ker opisuje situacijo med in po apokalipsi, ko zombiji prevzamejo svet praktično. In to z različnih perspektiv, z kitajske perspektive, z južnoafriške perspektive, z ameriške perspektive in na ta način slišimo različne glasove različnih ljudi, ki govorijo o isti temi, torej o zombijih. In eni imenujejo to zombijsko bolezen potem južnoafriška bolezen, seveda, drugi jo imenujejo, tako kot sifilis časih, ko so Francozi imenovali angleška bolezen, Anglezi francoska bolezen, vsake drugega obtoževal za to, ne. No in takrat sem opazoval tudi sebe prav med branjem oziroma konkretno poslušanjem te knjige, ker sem poslušal zvočno knjigo in takrat sem nehal hoditi v trgovino po mleko in sem šel po mleko na mlekomat, ker se mi je zdelo bolj varno, ne, pač na prostem, pa nisi se z nikomer srečal. In potem sem poslušal to knjigo, res grozljivo zvočno knjigo, ki je še res izvrstno prebrana, pač ameriški igralci, recimo Alan Alda, berejo to knjigo in potem zagledam klenkotam s tistimi vrečkami z mlekom in nasproti pride nek človek, ne, z masko na obrazu, jaz sem tudi masko na obrazu in potem nisva vedela, kako ne greva drug mimo drugega, ker sva skušala obdržati tisto varnostno razdaljo 2 metrov in on se je umaknil levo, jaz sem se umaknil levo. In potem sva prišla že čisto blizu, tukaj, da sva se skoraj zaletela. Jaz sem pa hotel izklopiti v tistem trenutku slušalke in to naredim tako, da potolčem tako 2-krat po slušalkah, ne, da se ustavi predvajanje knjige, ker sem si hotel slušalke sneti, da bi potem naprej poslušal, pa da bi mu rekel tudi, da pač samo mimo grem, ne. On je pa mislil, da mu kažem, da je nor, da je neumen, ne, v tem trenutku. V bistvu smo imeli ogromno teh mikrogest, ki so postale problematične na nek način. Mislim, tisto, kar je bilo prej samoumevno, da si nekoga, ne vem, prijel za ramo, prijel za roko, ni bilo več normalno, ne.
No, in v tistem trenutku sem se zavedel, da smo mi postali postapokaliptična bitja v bistvu. Ne? In je bila zame to tako res dobra raziskovalna izkušnja. Samo toliko za začetek. In ja, tale knjiga je ena od tistih, ki mi je tudi lajšala trenutke doma, ko med 4 stenami, ko so, ne vem, bili doma otroci, bezljali sem in tja, jaz sem moral delati, kuhati, pomivati posodo z ženo, seveda oba sva si to delila, spalnica je bila moje delovno mesto, dnevna soba, njene delovno mesto in vse je bilo na kupu. Nor čas, no, tako da idealen za postapokaliptične knjige. Ja, prav na tale en podoben trenutek je direkt opisan v knjigi, ko ta eden od teh glavnih junakov zve, da se nekaj dogaja, da so postajajo ljudje okuženi in potem je prav scena, da se vpraša, ali ko je na avtobusu, tam je nekdo zakašljal. Kdo je nazadnje držal ta vrata in vse to in je prav tako bilo, ja, tudi jaz tako razmišljam, čist preveč. Zdaj, malo smo že načeli to, da ta pandemija pa ti apokaliptični momenti imajo dosti skupnega tudi z življenjem v distopiji oziroma v totalitarnih režimih. Ne? In če pogledamo vlogo kulture pri rušenju antiutopije, nam niti ni treba daleč, ker Laibach, NSK pa kopica drugih umetnikov so bili ključni pri rušenju SFRJ. Pa me zanima, gospa Širca, kako ste vi spremljali to obdobje? Ste vi takrat zaznali, da se to odvija, ker ste bili tudi vključeni malo bolj? Rušenje tega obdobja se ni začelo takrat, ko bi se začel recimo naš muzej osamosvojitve, če bi ga zdaj naredili, oziroma ko so ga hoteli narediti, zapravo se ni začel leta 90. Rušenje se je začelo z punkom, z NSK-jem, seveda mnogo prej in še z drugimi praksami, gibanji, kulturnimi in širše kulturnimi, s katerih del smo bili normalno, brez da bi se vprašali zakaj. Ne? Res, da so bili nekateri novi, začudujoči in presenetljivi, ampak so pomagali normalno. Tisto, kar bi pa hodila poudariti za vse bralce bodoče te knjige in tudi na to temo, ki si jo začel posebej ti zdaj, je zanimivo, da knjiga niti ne se fokusira na vprašanje virusa. Ne vem, kako se Golob zdaj tam na unem koncu odra zdaj ukvarja z virusi. Ne? Ampak on je že dal virus čez, zdaj je že nova. Ta je že postvirusna. Ok, fajn. Hočem reči, da je atraktivnost knjige v tem, ker zajame čas pred kolapsom civilizacije recimo, ne? Hkrati pa ta civilizacija, ki je popolnoma seveda zdesetkana zdaj in zreducirana na par ljudi, ki so preživeli po enem ključu, tudi mogoče s pomočjo umetnosti oziroma neke dejavnosti, ki je pomagala zagotovo preživeti, s tem, ko so pač kralja Shakespearea, v bistvu samo Shakespearea igrali in potovali po deželi, z vozovi seveda. Skratka, zajame obdobje pred tem in po nič času. Ne? In to je fascinantno, zaradi tega, da dramaturškem loku lahko tudi omogoči neke dramske pripovedi, ljubezenske oziroma historije posameznih družin in zakonov in tako naprej. In ta je še dodatna intrigantna zgodba, ne, v tem. Bi pa ob vsem tem poudarila, da preživetje virusnega, pandemičnega ali katerikoli časa, v tem primeru zelo hudega čiščenja človeške vrste, je vezano na en cilj, ki se pojavi v obliki tako imenovanega civilizacijskega muzeja. Skratka, ti, ki potujejo in iščejo potem ponovno življenje, imajo cilj, da bi prišli do muzeja, skratka, do tiste arhivske, muzejske točke, kjer še preživeli zbirajo, reciklirajo razne predmete,
prejšnjega človeštva oziroma prejšnjih ljudi, ki so seveda v tem pandemičnem obdobju umrli. In ta muzej se je meni zdel v bistvu najbolj atraktiven. Oni seveda so zbirali, ne vem, pasoše, ker glede na to, da se muzej spostavi na letališču, so zbirali vse, kar je prejšnje generacije, kar so uporabljale. In to me je spomnilo na eno osebno izkušnjo, ki jo bom zelo na hitro povedala, ampak mi je zelo zanimiva. In vsega v letu 2000, ko sem bila v službi na zdajšnji RTV in sem bila del enega zelo zanimivega projekta, ki še zmeraj funkcionira, temu se reče Evropsko združenje nacionalnih televizij, EBU, in tam smo se različne države evropske odločile, tiste, ki smo se hotele seveda odločiti in sodelovati v tem projektu, da bomo naredile, da vsaka država, takrat seveda že Republika Slovenija, da bomo naredili en prispevek v svoji lastni državi v primeru, bilo je leto 2000, v primeru fiktivnem, če bi se zgodil en eksodus, če bi se zgodila eno brisanje ene zgodovine in kaj bi mi o tej naši državi povedali z orodji, ki jih imamo, se pravi s televizijskimi, s kamerami in z raziskovanjem svoje lastne zgodovine. Kaj se nam zdi zanimivo? In če zelo skrajšam pripoved, ki je sicer zelo zanimiva, meni se takoj že na sami temi seveda sem se vključila v ta projekt, potem smo te prispevke naj bi zamenjavali in se mi je zdelo, da leta 2000 je edina stvar, ki jo lahko Evropa si zapomni, je to, da je bila vojna. Takrat so bili še odsevi te vojne, ki je divjala po XU. In mi ni bilo težko povzeti in narediti kar na lastno pest, moram priznati, brez kakšnih konzultacij, naročiti eno delo, v katero sem vključila vse avtorje bivše Jugoslavije. Takrat se Đuro ravno vrnil preselil v Slovenijo, potem je Loša tudi že živel v Sloveniji, skratka on je muziko delal, Đuro je delal režijo, Esat je napisal scenarij, skratka iz vseh bivših republik je bil en avtor, ki je ustvaril zgodbo o tem, kaj bi se veljalo zapomniti za vedno, kaj dati v bunker, kaj bi poslali v vesolje, zato da bi pomnili zgodovino 20. stoletja, takrat našo, iztekajočega 20. stoletja. In vse veselja prinesem ta prispevek za ta muzej, civilizacijski muzej, ko sem ga tle najdla, recimo in ga takoj seveda primerjala, prinesem k tam gospodomu v Ženevo takrat, Evropo in rečem, to je pa naše, to pa mi, Slovenija sporoča svetu, da je to pač potrebno spraviti v naš spomin. In so mi zavrnili. In so rekli, halo, ampak ne, mi smo mislili, da povedati, a imate, ne vem, a gojite kakšno poseben sir, ali kakšen pir delate, ali pa delate kaj pa se kakšne gojite, kakšne rože zanimive, zelenjavo, gor dol, ne, in dejansko pol pregledam, kaj so drugi prijavili, ne vem, je bil mak tam, pa res je bil en sir nekje, pa pol je bil, mogoče je bil Volkswagen v Nemčiji, skratka, nekaj, kar je rekel, vi ste pa tako žalostni s tem, pa ne težite, no, pejte domov s tem. In moram reči, da še danes si ne oprostim, da v tem imaginarnem civilizacijskem muzeju, ki je seveda rezultiral v ene prispevke, nisem vztrajala, še danes sem jezna nase, če bi sploh lahko, ne vem, če bi lahko, in smo pošli v Postojnsko jamo posneti en art video z človeško ribico plapajočo in tako naprej v video te art Toliko o tem civilizacijskem muzeju, ki se mi zdi zelo zanimiva pogruntavščina tega zelo mehkega in zanimivega pisanja Emily, avtorice. Če lahko se navežem na izhodišče nazaj, vprašanje totalitarizma, se mi zdi pomembno izpostaviti to, kar je Hannah Arendt v knjigi Izvori totalitarizma pač dejala, in to je, da so totalitarni pač režimi evropskega 20. stoletja sicer zelo specifične politične tvorbe, ki imajo svoj začetek in konec, da pa so vendarle
sestavljeni iz elementov totalitarnega, ki so bili prisotni že prej skozi kolonializem, zato tudi ena izmed definicij totalitarizma pri Hannah Arendt, da je to navznoter obrnjen kolonializem, da to je način, kako se Evropa sama sebe kolonializira skozi te elemente totalitarnega, kakor so pač močan nacionalizem, propaganda in tako naprej. In da pozabljam pa mogoče tudi drugi del njene analize, in to je, da te elementi tudi ne prenehajo obstajati potem, ko so totalitarni režimi mimo, tudi potem, ko propadajo nacifašizem pa stalinizem, kot dva emblematična predstavnika recimo teh dveh polov, da se seveda elementi totalitarnega še vedno krožijo nakoli tudi v liberalizmu. In da je tudi liberalizem vsebuje določene elemente totalitarnega in ne po naključju, mimogrede, slučajno samo zaradi tega, ker sem direkt iz pač predavanj moderne književnosti s faksa, ker smo danes delali Kafko, skozi Deleuze in Guattarija in njuno monografijo pač posvečeno Kafki in manjšinski književnosti, v kateri čist na koncu data zelo provokativno tezo, in to je, da Kafka skozi svoje 3 romane, samo 3 romane napisal, ogromno kratkih zgodb, ampak samo 3 romane, Amerika, Grad in Proces, pravzaprav alegorično riše in anticipira 3 velike totalitarizme 20. stoletja, Amerika seveda liberalizem, Proces stalinizem in Grad fašizem. In v tem oziru in na navezavi na povezavo, ki si jo ti vzpostavil, se mi zdi, da smo lahko v času pandemije, še zlasti v teh 2 letih Janševe vlade, občutili te elemente totalitarnega, od zelo močne propagande do figure voditelja in ne nazadnje tudi multimedijskega prevzema, apropo katerega še ta propagandni element, da ustavim, in da smo lahko videli, kako hitro pravzaprav se nam krči prostor pravic, svobodnega političnega delovanja, kako se razširja neka tam mašinerija, ki kakorkoli že je bila, kaj ne rečem, šlampasto organizirana in izpeljana, pa vendar nam je dala vedeti, da je zelo hitro lahko zdrsnemo in da so te elementi totalitarnega ves čas obtoka in ves čas prežijo, tako rekoč čakajo na to, da bomo mi, da nas bo neka pandemija uspavala, pa da bomo zaradi tega kar naenkrat se zbudili potem v nekem ne samo postapokaliptičnem, ampak tudi posttotalitarnem svetu. In mimogrede, to je tudi zastavek še enega romana, ki sem ga bral v času pandemije, direkt pertinentno vezanega na našo temo, to je Camusjeva Kuga, ki je prav tako vzpostavi neko alegorično povezavo med pandemijo pač kuge na eni strani in fašizmom na drugi, ki ga je Camus na lastni koži tudi izkusil. Jaz bi se kar na to navezal, namreč na totalitarizme. Ko sem se pripravljal na tole debato, sem razmišljal, kje pravzaprav so taki postapokaliptični totalitarni sistemi, ki jih lahko vidimo v našem vsakdanjem življenju. En je po mojem mnenju RTV Slovenija, mislim, to je prav primer postapokaliptične fikcije, pa ne to, kar predvaja, ampak to, kar se dogaja v hiši. In drugi tak primer pa je Twitter. Twitter je postal totalitarni sistem. Pač en zlobnež, konkretno najbogatejši človek na svetu, je prevzel ta sistem, ki je nekako funkcioniral, kjer so ljudje sobivali. In ne samo, da je ta vilen zlobnež prevzel sistem, še obudil je druge, recimo Donalda Trumpa, ki smo mislili, da je že pokopan, pa kar naenkrat spet ustane od živih. 86 milijoni sledilci vred, ne, se dvigne od mrtvih. In to je po mojem tisti digitalni totalitarizem, o katerem sploh ne razmišljamo. V neki bojda najbolj liberalni družbi v svetilniku demokracije je v bistvu center digitalnega totalitarizma. Hkrati, ko sem bral te knjige, kot je Postaja 11, sem bral tudi dosti knjig o Donaldu Trumpu, pa o Kitajski. In pa 2 recimo sta mi ostali res v spominu. Ena je od Kaja Strimaterja, We have been harmonized, res priporočam za branje, in pa druga knjiga The Perfect Police State, Geoffrey Kane je avtor te knjige, in obe opisujeta kitajski sistem totalnega nadzora, predvsem ta The Perfect Police State v Xinjiangu, torej v najbolj zahodni, severozahodni kitajski provinci, kjer živijo Ujguri, ki v bistvu živijo v digitalnem koncentracijskem taborišču,
ki so ves čas nadzirani z pametnimi kamerami, ki prebirajo njihove obraze. Kaj Streamater pa opisuje med drugim sistem družbenega razvrščanja oziroma družbenih kreditov, ki deluje s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav in vam dodeli vsak državljan, oziroma zdaj poskusno na par milijonih državljanov testirajo, kako sistem deluje, ne? In vsak državljan dobi kreditno številko. In je odvisna od tega, kaj kupujete. Če kupujete cigarete, vam pade, če kupujete zelenjavo, vam gre gor, če redno plačujete položnice, kako komunicirate, recimo, če pišete kaj lepega o državi je v redu, vam gre ocena gor, če pa kaj slabega po WeChatu napišete, vam ocena pade. Če ploskate predsedniku na posebni aplikaciji, tapkate po zaslonu in potem so ljudje ugotovili, da če tapkajo ob čudnih urah, recimo ob 3 po noči, jim ocena bolj zraste, ne, kot sicer. Kdo so vaši prijatelji? Od ocene vaših prijateljev je odvisna vaša ocena. Kako se vedete? Recimo tule, če bi bila kakšna kamera, bi, ne vem, Agata, če bi se čudno obnašala, če ne bi dovolj se smejala, in ocena avtomatsko pade. Zaradi ali pa zaradi načina oblačenja, česarkoli, ne, treba se je vesti primerno. Zato tu ni nobene ocene. Ne, ampak, ali pa je, ne, jaz pa, mislim, ko govorim o teh temah, itak pravim vedno, pa mi živimo v sistemu družbenega razvrščanja, ker na Kitajskem ideja taka, od vaše ocene je odvisno, kje boste, kako stanovanje boste dobili, kam boste lahko potovali, boste dobili vizo za Evropsko unijo, ne, ampak mi živimo v tem sistemu družbenega razvrščanja. Kaj vejo o nas banke, kaj vejo o nas zavarovalnice, kaj vejo o nas center za socialno delo, recimo. Mislim, vejo, da imam jaz na neki banki, ki ne obstaja več 35 € in mi pošlje vsako leto izpisek, pa da sem lastnik četrtine garaže, pa da koliko imajo moji otroci denarja na bančnih računih, ne? In če vse te podatke seštejemo isto, mi živimo v nekem sistemu družbenega razvrščanja. In zato pravim, da to ni samo nek kitajski model, ampak je, kot pravi Streamater, v bistvu to model, ki se širi po svetu kot kuga, ne? Ki je v bistvu, on pravi, da je to operacijski sistem za diktaturo. Srbijo, poglejte, tam je v Beogradu več kot 1000 pametnih Huawei-evih kamer v mestu, ki nadzirajo ves čas, kaj počnejo ljudje. Kdo jim je prodal? Kitajska, seveda. In jaz mislim, da je ta distopija, to je Orwell na kvadrat, je tule, pred nosom. In mi sploh ne opazimo, da smo že noter. Vsi smo noter, vsi smo v. Tako kot je rekel Volodja v velikem briljantnem valčku. Vsi imamo s sabo te naprave, s katerimi nas ves čas sledijo, prisluškovalne, sledilne naprave. In mi z njimi kopljemo podatke, zlato rudo. In nismo plačani za to, zato smo tlačani tega novega sistema. Ja, jaz bi malo... A sem skrenil? Ne, to je tudi zanimiva tema, ki se navezuje na ekstremna stanja družbe, ne? In seveda se pogosto, mislim, nikoli se ljudje ne zavedajo, kdaj se bo to zgodilo. Dostkrat, ko gledamo neke zgodovinske filme ali pa karkoli, ne vidiš, da bo treba bežati pred diktaturo, ampak velika večina ljudi tega ne zazna, ne. Ampak mene pa ena druga stvar zanima, ko vas imam ravno tukaj, in to je, ko se zaveš, da si že v nekem sistemu, nekem ekstremnem družbenem stanju, ali to spodbudi nastajanje novih kulturnih izrazov, novih trendov, kot recimo, ali pa tudi že sama grožnja tega, ne? Ko recimo je bil Trump predsednik in je napovedal, da bo prepovedal splav, kar je potem se tudi zgodilo, je Deklina zgodba se nenadoma začela bistveno bolj prodajati in postala uspešnica in so se ljudje začeli zanimati za to in tudi podobne teme so v sodobni literaturi se pojavile, ne? Koliko pa vi vidite to? Jaz bom še prej rekla, da to, kar si ti govoril in seveda vse držijo tam v nadzoru in smo že noter in tako naprej, je vseeno zanimivo, da se vrnem k spodbujanju branja te knjige, da tega ni elektrike, ni telefonov, ni ničesar, je samo preživetje.
po tistemu obdobju čistke, ne, totalne čistke, ki se zgodi za to gruzijsko mrzlico, gripo oziroma virusom. Ni ničesar, ni nobenega orodja, razen preomenjene želje po vzpostavitvi spomina skozi muzej, kar se mi zdi vendarle neka svetla točka kontinuitete in ohranitve nekega spomina, da preživi Shakespeare tam leta 18, da je kralj Lear tista osnova, na osnovi katere se ta civilizacija nadaljuje, oziroma neka simfonija nekega orkestra. In da spomin na tisto iskanje preteklosti, kaj je bilo nekoč v tem našem času, ne, v bistvu, ne, polnih teh digitalnih smeti, ali bom rekla naših navad in razvad, da od tega časa ni ničesar, ker pač ni nobene energije, ki bi nas vezala na njo, ampak ko hodijo po teh zapuščenih hišah in iščejo te možnosti uporabe predmetov in tako naprej, najdejo samo televizijske sporede, kar je zanimivo zelo, ne, in stripe. Strip, ki je potem osnova tudi za to nastajanje te stripovske zgodbe, osnovne te glavne junakinje, ne. Ampak to se mi zdi zelo indikativno. Kar se pa tiče tega vprašanja vezanega na kaj lahko rodijo ekstremne situacije, ne. Meni je, mogoče malo govorim zdaj lahko izven konteksta, ampak vendarle me je zelo intrigiralo, zna biti, da celo malo premalo raziskano obdobje, kako se je kultura obnašala v Sloveniji v času 41-45. Ko se je ena takratna OF oblast, bom rekla, odločila, da kultura mora zamret, oziroma je tako rekoč uzakonila kulturni molk. Ta način borbe skozi tem, da ti ugasneš možnost izražanja, se mi zaradi tega, samo tistega, kjer bi seveda sodeloval z okupatorjem, se mi zdi nenavadna in tudi izjemna. In tudi načini, kaj se je sproduciralo takrat na kulturi vseeno, se mi zdi pa še bolj izzivalna. Skratka, ko se odločiš, ne, kultura ima toliko moči v sebi, da lahko eno delikatno obdobje, ki je lahko zelo nevarno, spodnese ali pa začne ga podpirati, ali pa se mu upre, da je ta govorica, odločitev zelo indikativna. Zato se je recimo na Primorski zgodil upor recimo Toneta Kralja, ki je poslikal vse cerkve po Primorskem s tem, da je največje hudiče, zmaje, zombije, fašiste prve vrste, od D'Annunzia do Mussolinija, podal v grozovita bitja. In nihče ga ni v bistvu na nek način našel ali prepovedal ali pa poslal pred puške, kot so recimo vendarle Hinka Smrekarja v Ljubljani. Ali po drugi strani kakšno moč si je po drugi strani drug, bom rekel, okupator s pomočjo kulture kot orodja pridobil s tem, da ko so recimo Italijani prišli v Ljubljano, prva stvar, ki so jo naredili, so posneli film o Ljubljani, in to dober film o Ljubljani, dober dokumentarc, ne, skratka, ali pa, no, ampak tukaj je še toliko primerov, s katerimi vam ne bi zdaj jemala časa, ampak hočem reči, da obdobja, v katerih živimo, zgodovinski konteksti vedno sproducirajo neke oblike, ki stimulirajo potem civilizacijski razvoj, ali ga ovirajo, ali se mu podrejo, ali grejo z roko v roki, ali ga izrabljajo. Se mi pa ta fenomenalen zdi v leta 45, 41, 45, kaj vse se je v tistem času tudi izven osvobojenega ozemlja, ker je bila kultura dovoljena in zaželjena, ne, vse dogajalo. Sam nekaj bi ob tem dodal, kar se mi zdi izjemno zanimivo, tako v času druge svetovne vojne, kot v času
te apokalipse, je zanimivo, vsaj meni, no, da je ta umetnost razmeroma konzervativna, tradicionalna. Ne? Mislim, kaj poslušajo oziroma kaj izvaja ta umetniška skupina, ti potujoči umetniki, ki hodijo od kraja do kraja, izvajajo Shakespearea, igrajo kaj Beethovna ali kaj neke simfonije igrajo. Mislim, Beton, Tamc, Laibach v tem kontekstu ne bi preživeli. Ne? Zanimivo, da gre v krizi mogoče ljudje nazaj k temeljem. Tudi konec koncev partizanska poezija je razmeroma tradicionalna. Ne? Prej smo imeli Kosovela, potem pa razmeroma tradicionalne partizanske pesmi, Kajuha. Ne? In ne vem, mogoče je to v ljudeh, da hočemo pa v tem trenutku krize imeti nekaj trdnega iz 17. 18. stoletja, raje kot pa nekaj sodobnega, prelomnega, revolucionarnega. Samo ideja za razmislek. Če samo vskočim, tule sem imel intervju z Emily St. John Mandel in sem jo ravno vprašal potem, ne, in je rekla, da v prvih verzijah so oni uprizarjali Seinfelda. Ampak je potem ugotovila, da se ljudje v postapokaliptični družbi ne morejo navezati na to, kako je začeti iskati partnerja oziroma datati pol tem, ko nisi več na faksu, ali pa kakšne so cene najemnin v Manhattanu, in da pač te stvari se ne gre identificirati in njihova civilizacija, taka kot je, se dosti lažje identificira s temami, ki so v Shakespeareu. Ampak potem je dodala, da to je bilo takrat, da pa danes bi pa znala to najbrž malo boljš napisati in bi dodala kaj bolj sodobnega not. Ja. Ja. Pa tudi humorja ni na njihovih odrih, ne, razen Shakespeareve. Ne vem, ja, ampak tisti klasičen humor ni nekega, ne vem, sodobnega humorja, ker dejansko je to kontekst, to, kar se dogaja v tej knjigi, je kontekst 16. stoletja pravzaprav, potujoči godci, potujoči igralci. To je star čas, ne? V bistvu postapokaliptičen čas je vedno star čas. Nekaj, kar se je že zgodilo v preteklosti. To ni znanstvena fantastika. To je v bistvu zgodba o naši preteklosti. Če smo že, ko bi rekel, tudi druge žanre vzeli za reference, za filmsko referenco sem hotel navezati, ker je direkt povezana s tem. Film sicer B produkcije, Igor, tega sigurno poznaš, Equilibrium, Ja. sicer akcijada s Christian Baleom v glavni vlogi, ampak premisa se mi zdi dobra in relevantna za našo temo, ker je tam premisa ta, da človeštvo pač gre v 3. svetovno vojno in da je spozna, da pač ne bi preživeli 4., tako kot mi mogoče zdaj spoznavamo, da niti 3. ne bomo preživeli, če se zgodi. In začnejo celotno svetovno populacijo cepiti z določenim cepivom, ki preprečuje čustvovanje. Ker je pač izvor vseh vojn in gurja, naj bi bila pač čustva amplificirana s propagando in sovraštvom in tako naprej, pa vendarle človeške emocije, in to so pač proti človeškim emocijam cepljena populacija, je kao mirna, stoična, hladna in nerazburljiva v tem smislu, pri čemer seveda odporniško gibanje začenja gojiti čustva in tudi protagonist začne doživljati čustva, ki jih potlačuje od smrti žene, etc. Recimo tudi za konzervativno umetnostjo, mislim, da je tam Beethoven ta ključen. Pa Kitsova poezija. Pa Kitsova poezija, tako, ja, ki jo recitira točno, ja, njegov stari partner, mentor. In twist se mi zdi dober tam, ne? In to je, da je pa vendarle ta umetnost tudi del tega antagonista oziroma liderja, velikega brata v tem filmu, ne, ki seveda vso umetnost, ki je v družbi prepovedana, lepo shranjuje in jo sam tudi lahko uživa in da sam se ne cepi, medtem ko je vodja odporniškega gibanja, zato da bi lahko racionalno, čim bolj neemotivno planiral revolucijo, sam se še vedno cepi, zato da bi lahko ostal trezen, kalkulabilen in to, kar vodja odporniškega gibanja potrebuje. In v tem dvojnem twistu se mi zdi briljantno, kako je izpeljano potem ta diagonalna vloga v bistvu umetnosti, ne, kot stvar elit na eni strani, na drugi strani odporniškega gibanja, se pravi, ko bi rekel, nižjih razredov, tudi živijo pod zemljo,
in tako naprej. Ne. In če smo že pri filmu, glede na to, da je, kako bi rekel, tako kot je nekoč štafeta svetovnega duha umetnosti prestopila iz klasičnih belearti v film in fotografijo, je, se mi zdi, v zadnjih še zlasti 20-30 letih tudi prestopila, menjala roke in šla iz filma in fotografije k TV serijam in še zlasti videoigram, bi rad omenil vsaj dve, ki so direktno navezave na to temo. Prva je Last of Us, Zadnji izmed nas, kjer protagonistka prav tako tekom igre zbira kot del tega collectibles, ki je sestavni del vseh videoiger, pridejo pač zbirateljsko iskanje različnih artefaktov in ona zbira, mislim, da je direkt referenca na to roman, zbira stripe, s katerimi dobi prvi stik preko te umetnosti z civilizacijo, ki je menjala, ki je ni nikoli doživela, ker je rojena po tem Year Zero. In v tem smislu se mi zdi, da je ta roman toliko, ko je verjetno se navezal tudi na ne samo na splošno umetniško tradicijo, ampak tudi literarno gledano, kaj sem dost spominja na učna leta Wilhelma Meistra in njihov podijočo gledališko skupino, ki tam potuje, tudi tlakovala potem pot za določene reference, ki jih videoigre kot tej zelo elaborirani umetniški postmoderni pastiši znajo izkoriščati in pobirati, in ne samo iz filmov, kakor se jih običajno gleda, ker so pač grafično tako dodelani, ampak tudi pač iz literarnih žanrov. Ne. Druga videoigra, ki bi rad omenil v tem kontekstu, pa je Nier Automata, ki je sicer del ene širše serije japonskega režiserja videoiger Yoko Tara, zelo odpičenega lika, ki je to igro zastavil kot prav pač posthumanističnem in postapokaliptičnem svetu 10.000 let prihodnosti, kjer se androidi v imenu človeštva borijo proti robotom, ki se borijo v imenu nezemljanskih pač biti, in sam ta plot je zelo standarden, vse 3/4 japonskih iger ima soroden plot, ampak ta igra je briljantna zaradi serije twistov, ki se začnejo s tem, da oboje androidov in robotov ugotovijo, da njihovi stvarniki so že mrtvi. In da v bistvu s tem ponavljajo pravzaprav to, kar je recimo v človeškem primeru vprašanje smrti Boga, ne, se androidom zastavi kot vprašanje smrti Boga oziroma njihovega stvarnika, človeštva. In s tem navezava je ta, da tudi in roboti in androidi začenjajo pač simulirati človeško civilizacijo preko tega, da najdevajo različne artefakte, od telefonskih imenikov, reklam, pa do romanov. Nek robot tam, poimenovan Pascal, dobi Nietzscheja, pa ima zelo humorne komentarje zraven, ta Nietzsche je bil moder človek, ali pa mogoče niti ni bil moder, je šel, kar preskočil je to fazo modrosti in šel straight to crazy, ne. Mislim, pa take vmes zelo clever, v bistvu reinterpretacije, recitiranja zelo relevantnih tudi filozofskih del, in to, kar hoče reči, je, da tam je zanimivo videti, kako človeška civilizacija preživi tudi samo človeštvo, kako ima neko trajnostnost skozi svojo niti ne spominsko vrednost, ampak spomeniško, to, da so neki artefakti civilizacije, ki preživijo tudi smrt samega človeštva. Ne? Pa se ti zdi, mislim, ne poznam te igre, so to neki spomeniki kulturni ali so to nekaj podobno, kot je tukaj Muzej civilizacije, kjer dajo not iPhone pa salonarje? Ne, to je vse te artefakti so vsi v fragmentih, vse v ruševinah, stvar je dobesedna alegorija civilizacije v zelo strogem filozofskem smislu tega, kar ima Walter Benjamin recimo v mislih pri svojem pojmovanju zgodovine kot razlika med alegorijo in simbolom. Ne. Simbol je po Benjaminu pač zelo, če poenostavim argument, konzervativna reč, kjer gre za to, da duh naseli reči in jih oživi. Ne. In to je recimo tudi tradicionalna perspektiva na umetnost. Ne. Človeški duh naseli neke marmor, les, tradicionalni pač kiparski material in ga oživi. Ne. Ampak on simbolu in tovrstnemu dojemanju umetnosti zoprstavi alegorijo, kjer je operacija ravno obratna, kjer se reči naselijo duha. In zato se mi zdi ta Nier Automata tako dobra, zato ker tam dobesedno vidimo, kako androidi in roboti, te umetne reči, začenjajo naseljevati človeškega duha v obdobju, ko je človek že mimo. V tem oziru se mi zdi briljantna, ne? Ker ima tudi to filozofsko vrednost in podaja ta narativ na način, kakor ga lahko samo videoigre, sodobne videoigre, seveda govorim, lahko podajo. Ne? In v tej kombinaciji različnih žanrov, od literature pač do filma. Ne?
Prej, ko si omenil ekvilibrium, sem se spomnil še eno stvar. Ni samo umetnost tisto, kar uporniki gojijo, ampak imajo tudi ljubljenčke, domače živali. Drugače so prepovedani, mislim, da. Ne? In ravno, če navežem na pandemijo, tudi takrat smo, večina ljudi si je nabavila pse, mačke, pač ogromno tega. Ne? In zdaj me pa zanima še zadnje vprašanje, ki smo že malo prek celo. Ali se vam zdi, da smo od te pandemije se naučili bolj ceniti kulturo, ali smo kaj drugega odnesli v povezavi s tem? Ne. Ne, naučili smo se bolj ceniti naravo, če že, ne pa kulture. Jaz mislim, da boš prej omenil še Inside, eno res dobro igro, verjetno si jo igral. Poznaš? Inside, res odlična, postapokaliptična, mislim, boljša kot knjige, no? Tako da priporočam vsem igranje. Zakaj bi brali, če lahko igre igrate, ne? Ko smo ravno na knjižnem sejmu. Ja, pa še en žanr knjig, no, mi je vmes, ko si govoril, na misel prišel, pa je povezan mogoče tudi s tem vprašanjem, kam naprej, ne? Mislim, namreč Ray Kurzweil, ki je zdaj vodja inženirskega razvoja v Googlu, pravi, da bomo... Aha, se že oglaša, tako ko Google rečem, se nekaj oglasi. Ok, Google. Preden zaprejo vrata, ne, to se mi vedno dogaja na takih prireditvah, če Google omenim, pa zaprejo, pa ugasnejo luči. No, v glavnem, on pravi, da leta 2045 se mu itak vsi uploadali na matrico. Takrat bo konc človeka, ne. Mislim, zdaj se lahko tu brez veze nekaj trudimo, si kupujemo domače ljubljenčke, se, ne vem, lepo obnašamo. Mislim, itak se bliža ne samo konec civilizacije, konec človeka, nastaja novi človek 2.0, ki ne bo več temeljil na ogljiku, ampak na siliciju, kot napoveduje tudi James Lovelock, gre v približno isti kontekst. On pravi, ljudje, zavozili ste planet in v svoji zadnji knjigi Nova cen pravi, zdaj nastaja novo življenje, ne? In človek pač naj se sprijazni s tem, da bo itak odmrl v naslednjih desetletjih, da je to konec človeštva. In Kurzweil pravi, da je prav to točno ta točka tehnološke singularnosti. To je druga singularnost, kot jo je neka psihoanalitičarka nedavno omenjala v zvezi s politiko, ampak gre za trenutek, ko bo procesorska moč računalnikov takšna, da bomo lahko vsi prenesli nanje vse svoje digitalne spomine in bo naše telo povsem odveč. Torej, lahko bomo lepo odmrli. In Lovelock pravi, da dajte tako ljudje, sprijaznite se, uživite dokler lahko, ker in bodite srečni, da ste ustvarili tako lepega otroka. Vi ga imate sicer radi, on pa vas ne bo imel posebej rad. Tako nekako sklene potem to knjigo. Ne, tako da mi smo mogoče ljubljenčki tega naslednjega človeka, že 2.0, tukaj ljubljenčkih. Meni se zdi, da knjiga vendarle opozori, oziroma nisem ta knjiga, se vse, tudi to, kar smo nežnega sicer dali skozi v času pandemije, opozori vendarle na to, da se zaveš, kaj pomeni izguba nečesa. Ne? In tukaj izguba prihodnosti, preteklosti, ugodnosti, vsega. In izgube so pač boleče, misliš v tistem trenutku, da se boš od tega nekaj naučil, ne? Se pravi, se boš znal odpovedovati v prihodnje, samoomejevati in tako naprej. Seveda to se ni zgodilo. V knjigi seveda je tukaj še en drug aspekt, ki se mi zdi, da je bistveno še pomembnejši od pandemije, in to je podnebni aspekt, vendarle gori na naslovnici in v svetu 2018 bo, ne vem, 40 stopinj za živeti in ne živeti v bistvu. To je drug aspekt, ki se mi zdi tudi za leto 2014 dosti dolgoročno viden. Sam to bi še dodal. Je pa knjiga res dobra zato, ker pokaže, kaj je res pomembno v življenju, razmerja z bližnjimi. Ne, mislim, ni to kot McCormackova cesta, ko sta tam samo oče in sin pravzaprav v središču, pa kar razmerja med tistimi ljudmi, ki tavajo naokrog. Mislim, in teh je malo.
teh je peščica. In jaz mislim, da V Novi zavezi jih je bilo samo 12. in to je ta prehod od kvantitete k kvaliteti. Ne? Jaz mislim, da je to v bistvu knjiga, ki opisuje kvalitetno bivanje. Bivanje brez tisočev prijateljev na omrežjih. Za konec mogoče bi se vrnil na začetek in na Zvezo kulture in civilizacije, ki si jo omenil. Po moje intrigantnim vprašanjem, ni zanimivo, ne, da Grčija in grška civilizacija, ki jo imamo za temelj evropske kulture, v svojem besedišču ne pozna besede kultura. Nima besede kultura, ker je pač rimskega, etimološko gledano, rimskega izvora. In da Grki to praviloma nadomeščajo s paideia, ki bi približno pomeni isto kot v nemščini Bildung, se pravi neka splošna omika, ampak da v praksi, tudi v moderni grščini, se praviloma beseda kultura nadomešča z besedo politika. Recimo za primer, ravno letos poleti v kempu na WC-ju je pisalo počisti za sabo, čist WC je stvar kulture, v vseh možnih jezikih, italijansko, angleško, ono tretje. V grščini pa je pisalo politike. To je stvar politike. Ne? In v tem smislu skrb za skupno, tle se stikata, mislim, da kultura in politika, tle je kultura po definiciji politična v najbolj plemenitem smislu besede politika, nam zastavlja tudi navezavi na pač ekološko vprašanje tega post sveta, če ga bomo izgubili v celoti, bo izmržilo ne samo človeštvo, ampak tudi kultura, ki bi lahko potencialno preživela človeštvo. In mislim, da je eminentno politično vprašanje, ki si ga moramo zastaviti ali ki nam ga okoljska kriza zastavlja, je ta, ali bi morali biti pripravljeni človeštvo kot civilizacija, svet, ko rekoč avto eutanazirati zato, da bi svet preživel. Ali smo pripravljeni naš lastni človeški obstoj žrtvovati za to, da svet preživi. Evo, to mislim, da je nič manj kot to, mislim, da je na kocki. Hvala. Hvala, ker ste prišli in upam, da vam bo knjiga všeč in lepo se imejte. Svidenje.